Pozdravljeni. Veste, vsak narod ima nek zvok, ki ga definira. In danes se bomo podali na potovanje enega inštrumenta. Inštrumenta, ki je svojo pot začel v eni berlinski delavnici, pripotoval v samo osrčje Alp in, postal duša Slovenije. To je njegova, lahko bi rekli, prava junaška zgodba. No, pa se vprašajmo, kateri inštrument je tisti, ki resnično hrani dušo slovenskega naroda? Pomislite, kateri inštrument slišimo na čisto vsaki pravi slovenski veselici? Njegov zvok je zvočna kulisa za poroke, praznovanja, za spomine celih generacij. Seveda, naš junak je diatonična harmonika. Ali, kot ji vsi ljubkovalno rečemo, frajtonarca. Pa poglejmo, pojdimo po njeni poti in odkrimo, kako je postala tako naša, tako neločljivo slovenska. Tako. Vsaka legenda, veste, ima svoj začetek. In tukaj je ena zanimivost. Čeprav jo imamo za čisto našo, se pot frajtonarce, verjeli ali ne, sploh ni začela v Sloveniji. Kje torej? V Berlinu. Poglejmo si to pot. Vse se je začelo v Berlinu leta 1822 z izumom neke zgodnje oblike harmonike. Potem, samo nekaj let kasneje, leta 1829, so jo v Avstriji že izpopolnjevali, razvijali naprej. Ampak tisti pravi preskok, tisto, kar jo je zares definiralo, se je zgodilo šele, ko je v 19. stoletju končno prispela v alpske dežele. Tam je našla svoj dom. In tole je res ključno. Čeprav so njene korenine, recimo širše evropske, so prav Alpe postale tisto gojišče okolje, kjer je harmonika dobila svoj edinstven karakter. In seveda tudi tistega, ki ga danes poznamo kot izrazito slovenskega. Dobro, zdaj pa pridemo do samega bistva, do osrčja zgodbe. Kako točno se je zgodilo, da je ta inštrument postal tako neločljivo povezan s Slovenijo? In odkot to posebno ime, frajtonarca? Vse se skriva v mehanizmu, v samem srcu inštrumenta. Ime diatonična pravzaprav pove vse. Pomeni, da ena sama tipka ustvari dva različna tona. Enega, ko meh stisnemo, in drugega, ko ga raztegnemo. In pozor, to ni samo neka tehnična malenkost. To je točno tisto, kar daje frajtonarci njen značilen poskočen ritem, ki ga vsi poznamo. In imela je skrivno orožje. Kaj je to bilo? Močni, res močni helikonski basi. Predstavljajte si hrupne gostilne, veselice, njen zvok je preprosto preglasil vse stalo. Plesalci so zato jasno slišali ritem in to je dalo resnično ogromno prednost pred tistimi bolj tihimi, kromatičnimi harmonikami. Ampak odkot zdaj je tisti slavni vzdevek, frajtonarca? No, ime pravzaprav izhaja iz nemške besede za prosto vibrirajoče jezičke, tiste male dele v notranjosti, ki ustvarjajo zvok. In zdaj najboljši del. Čeprav bi to ime tehnično lahko uporabili za vse harmonike, se je pri nas, v Sloveniji, oprijelo izključno in samo diatonične. Postalo je njen sinonim. Ampak veste, instrument je vedno samo polovica zgodbe. Tista druga, morda še pomembnejša polovica, so ljudje. Mojstri, ki so iz tega navidez preprostega glasbila izvabili pravo virtuoznost in ga dobesedno ponesli med zvezde. In tukaj so imena, ki so postala legende. Lojze Slak, Franc Mihelič. To niso bili samo glasbeniki, ne, to so bili pravi inovatori. Oni so razvijali nove tehnike igranja, skladali so melodije, ki so ponarodele in, kar je najpomembneje, navdihnili so cele generacije novih, mladih godcev. In njihov vpliv? Ogromen, absolutno ogromen. Zaradi njih diatonična harmonika ni bila več samo glasbilo za na veselico, postala je resen inštrument. Inštrument, ki so ga lahko brez sramu postavili ob bok klavirju ali violini, z enako zahtevnostjo, kar se tiče melodije, ritma, dinamike, vsega. V redu, to je preteklost, ampak kje je naš junak danes, se je njegova pot končala? Niti slučajno. V resnici je močnejši in bolj cenjen kot kadarkoli prej. In to tako z tehničnega kot z kulturnega vidika. Poglejmo tehniko. Tudi tukaj se je zgodil ogromen razvoj. Starejši modeli so imeli recimo 2 jezička za vsak ton. Sodobni imajo jih 3. In kaj to pomeni v praksi? Rezultat je precej polnejši, bogatejši in močnejši zvok. Točno tisti zvok, ki ga poznamo danes.
In ni se spremenil samo zvok, povečal se je tudi obseg. Število vrst gumbov na desni, melodični strani, se je z 1 ali 2 včasih povzpelo na 4 ali celo 5. In to seveda virtuozom odpira cel svet novih možnosti, omogoča jim igranje veliko bolj zapletenih melodij in harmonij. In mogoče, ampak res mogoče, je tole največji dokaz njenega statusa danes. Frajtonarica ni več samo del ljudskega izročila, ki se prenaša na uho. Ne. Danes je polno, ampak res polno vključena v naš formalni glasbeni šolski sistem. To pomeni, da je njena zapuščina zagotovljena. Ohranila se bo tudi za prihodnje generacije. Torej, njena pot je bila resnično junaška. Od preprostega inštrumenta za ples do spoštovanega glasbila za koncertne dvorane in glasbene šole. Ampak vprašanje seveda ostaja odprto. Kaj je naslednje poglavje v neverjetni zgodbi tega našega alpskega junaka?